V preteklem mesecu se je, po dobrih 2 letih neželenega predaha, odvila še ena v 14-letnem nizu vselej intenzivnih mednarodnih turnej poslovno-investitorskih programov Vseslovenskega združenja malih delničarjev in investitorjev VZMD, Investus Slovenia in International Investors Network, v okviru katere se je predsednik VZMD, magister Kristjan Verbič, tudi tokrat aktivno udeležil vrste konferenc, sprejemov, srečanj in sestankov v Belgiji, Monaku, na Irskem in Veliki Britaniji. Tako je v Monaku prisostvoval mednarodnemu finančnemu forumu Empower Incorporating Fund Forum, ki ga pripravlja organizacija Informa Connect. Eminentni forum se osredotoča predvsem na razmere na globalnem investicijskem trgu, udeležujejo pa se ga številni odločevalci, najvišji predstavniki institucionalnih vlagateljev, skladov, upravljavcev premoženja in finančne stroke. Ob robu mednarodnega foruma so potekale številne okrogle mize, delavnice in srečanja. Tudi sicer pa se je odvil niz sprejemov, pogostitev ter drugih dogodkov v vselej vrvičem Monte Carlu, med drugim legendarni Grand Prix, dirka Formule 1, kjer se tradicionalno srečuje smetana poslovnežev, vlagateljev in odločevalcev z vsega sveta. Pestrega dogajanja se je kot gost udeležil tudi magister Verbič, ki je med drugim obiskal še sprejem v podporo fundaciji Blue Marine v znamenitem Yacht Clubu, pa tudi knežjo palačo, ki se bohoti nad Monakom, pri čemer ne gre pozabiti, da se je predsednik VZMD z njihovim veličanstvom, knezem princem Albertom II. Prvič srečal leta 2016 po gala sprejemu Mednarodnega foruma neodvisnih finančnih svetovalcev CIFA, kamor je bil magister Verbič vabljen po svojem odmevnem nagovoru konvencije CIFA v znamenitem hotelu Ermitage, čemur je sledila tudi aktivna udeležba na prihodnji konvenciji te vplivne mednarodne asociacije, ki je potekala na sedežu Organizacije Združenih narodov v New Yorku. Predsednik VZMD je, kot vselej, tudi dogodke tokratne mednarodne turneje izkoristil za navezovanje ter utrjevanje številnih poslovnih in prijateljskih stikov. Že pred prihodom v Monako se je namreč v belgijskem Gentu kot član izvršnega odbora Svetovne federacije investitorjev udeležil zasedanja tega organa pomembne mednarodne organizacije z več kot 50-letno tradicijo. Zatem pa se je v Bruslju kot član izvršnega odbora Evropske federacije investitorjev in uporabnikov finančnih storitev Better Finance udeležil še neformalnega delovnega srečanja z izvršnim direktorjem Guillaume Prašem in tamkajšnjo strokovno ekipo te vplivne evropske asociacije, ki združuje blizu 5 milijonov individualnih vlagateljev ter 40 nacionalnih združenj delničarjev in investitorjev. Iz mondenega Monte Carla se je magister Verbič podal v irski Cork, ki je znan tudi kot sedež številnih multinacionalnih korporacij, na primer IBM, Amazon, Apple. Tam se je udeležil letnega kongresa Evropske mreže poslovnih angelov, EBAN, gala sprejema in podelitve nagrad, ob robu kongresa pa med drugim spregovoril z ministrom za zunanje zadeve in obrambo Simonom Coveneyjem in ministrom za javne izdatke in reforme Michaelom McGrantom ter številnimi drugimi odločevalci, poslovneži in udeleženci. Z mrežo poslovnih angelov VZMD uspešno sodeluje že dobro desetletje, pri čemer so se aktivno udeležili njihovih letnih kongresov na Dunaju, v Carigradu, Eindhovenu, Malagi in Helsinkih, kakor tudi intenzivne turneje Tirana, Priština, Skopje, Tetovo, ki je sledila poslovni konferenci še enega od uglednih mednarodnih partnerjev VZMD, Mednarodnega sklada za vzdržni mir in razvoj, ki je potekala leta 2015 v azerbajdžanskem Bakuju, kjer se je magister Verbič mudil že 2 leti predtem in sicer z odmevno slovensko gospodarsko delegacijo. Ob tem je vselej poskrbljeno tudi za ustrezne predstavitve investicijskih priložnosti, dejavnosti in možnosti v okviru programov Investus Slovenia in International Investors Network. Tokratna mednarodna turneja poslovno-investitorskih programov VZMD je bila po 3 intenzivnih tednih in obiskih Genta, Bruslja, Monaka, Dublina in Corka uspešno sklenjena v Londonu, kamor se je predsednik VZMD odpravil neposredno po zaključku letnega kongresa poslovnih angelov. V britanski prestolnici se je magister Verbič v delovnem in prijateljskem vzdušju najprej sestal s predsednikom Svetovne federacije investitorjev in predsednikom britanske skupnosti delničarjev Markom Northwayem. Zatem se je udeležil številnih srečanj, sestankov, sprejemov in konferenc, med drugim foruma Združenja za upravljanje alternativnih naložb, EIMA, v neposredni bližini znamenitega Piccadilly Circusa ter festivala Next Gen Fest London.
Po več kot 60 uspešno izvedenih mednarodnih turnejah širom sveta v minulih 14 letih je bila tokratna prva po odpravi pandemičnih omejitev. Kljub slednjim je VZMD tudi v času omejenih potovanj in množičnih srečanj ohranil prisotnost na vseh pomembnejših dogodkih, ki so v tem času večinoma potekali v spletnem formatu, hkrati pa je septembra 2021 v Sloveniji organiziral srečanje Evropske federacije investitorjev in uporabnikov finančnih storitev ter Svetovne federacije investitorjev z odmevno mednarodno investitorsko konferenco na Bledu, ki se je neposredno udeležilo preko 120 fizično zbranih obiskovalcev in še nekajkrat več kot 300, ki so dogajanje spremljali v živo preko spleta. I would first of all really like to thank Christian Verbic and the whole VZMD team for organizing this with us here in Slovenia. It has been absolutely fantastic conference. I know Christian was aiming to organize the best ever investors conference. I believe he did it. I believe we have had the best ever conference. Od vzpostavitve mednarodnih programov VZMD leta 2008 ter združitve Euro Shareholders in Euro Investors v Better Finance z Ljubljansko deklaracijo leta 2012 so predstavniki VZMD tako obiskali preko 50 držav na 5 kontinentih, kjer so se udeležili več kot 160 mednarodnih konferenc, srečanj, sprejemov in sestankov, pogosto na najvišjem nivoju. Ob tem so zagotovili sodelovanje, financiranje in udeležbo v mnogoterih poslovno-investicijskih projektih partnerjev programov Invest Slovenia in International Investors Network, kakor tudi skupne nakupe in prodaje v okviru programa Delniška opora pri VZMD, ki je v letu 2021 že presegel meje Slovenije in postaja vse bolj prepoznavno in zaželeno okrilje malih vlagateljev v Evropi. Ob zaključku tokratne turneje v združenju že potekajo priprave na sledeče mednarodne aktivnosti, ki se bodo pričele že čez nekaj dni. Iz VZMD vabijo vse potencialne partnerje ter zainteresirane za predstavitev v okviru možnosti in prizadeva njihovih mednarodnih poslovno-investitorskih programov, da jih čimprej kontaktirajo ter posredujejo svoje informativno-promocijske materijale. Ob vseh priložnostih je namreč ustrezno poskrbljeno za predstavitev investicijskih priložnosti, dejavnosti in možnosti v okviru mednarodnih poslovno-investitorskih programov VZMD.